Nogometaši Maribora in Kopra so odigrali tekmo v Ljudskem vrtu, 18. krog Maribor pri vrhu, Koper pa še vedno v spodnjem delu lestvice nikakor ne najdejo letos prave forme iz lanske sezone. Prva akcija tekme pa je tokrat pripadla gostom, oddaleč je streljal Mitja Lotrič, njegov strel pa je Handanović vendarle ubranil z nekaj težavami. V 12. minuti pa že prvi gol na tekmi, podaja iz kota Vršiča, Mendy je skočil najvišje ob Gregoriču, Tavares pa je žogo poslal za hrbet nekoliko neodločnega vratarja Hasića. 1:0 za Maribor že v 12. minuti. Nova kombinacija vijoličastih, 22. minuta, Viler je našel Tavaresa, ki je streljal visoko čez gostujoča vrata. Potem pa že povišanje prednosti v 29. minuti, po podaji Tavaresa si je Mendy odlično priboril prostor in zatresel mrežo za povišanje prednosti vijoličaste ekipe. Po slabe pol ure prednosti, 2:0 za Maribor. Po novi akciji Maribora je poskušal Tavares samostojnim prodorom podal pred vrata, pravočasno so žogo izbili koprski branilci. Do konca prvega polčasa pa še tretji gol za Mariborčane, podal je Rajčević, Argus pa je žogo zabil koprska vrata za povišanje prednosti in izid prvega polčasa 3:0. Drugi polčas in nekaj priložnosti najprej za Koprčane, po podaji iz kota je najvišje skočil Pučko, Handanović se je izkazal z imenitno obrambo. Nova kombinacija Kanačkov, Štromajer je zapretil po podaji Črnigoja, še enkrat pa izjemni Handanović, ki je ubranil tudi tole priložnost. Mariborčani so do konca tekme imeli še kar nekaj lepih akcij, najprej streljal Aleš Mejač, ampak naravnost v naročje Hasića. Še ena obramba je bila to za vratarja Kopra, kajti tudi tokrat je obranil strel Alešu Mejaču. Nov napad tudi za Salaliha, Hasić je še enkrat rešil koprska vrata po lepem strelu Izraelca. In potem še predzadnja minuta, po podaji Ibrahimija je David Biton le še kronal visoko zmago vijoličastih ter dosegel prvi gol v mariborskem dresu. 4:0 za Maribor. Na koncu pa še v podaljšku glavnega sodnika Jaka Štromajer, vratnica pa je tokrat rešila Handanovića in Maribor gola ni prejel, dal pa je 4 in zabeležil nove pomembne 3 točke pred domačimi navijači. Ja, vsak reprezentančni premor nam pomeni ogromno iz prostega razloga, da se regeneriramo tako psihično kot fizično. Naredili nismo popolnoma nič drugače kot v tej smeri, kateri smo opravili sedaj. Je pa dejstvo, da so fantje situacijo, v kateri smo se znašli, tudi potrebovali čas, da se prebavi. Prišli smo po rezultat, sigurno. In prav tisto, če sem se najbolj bal prekinitev, smo bili nakljub vsemu, da mislim, da smo tekmo kar dobro pričeli, imeli tudi svojo priložnost preko Lotriča v samem začetku tekme. Potem smo bili kaznovani, mislim, da smo prejeli prvi zadetek iz čistega nedovoljenega položaja, ki ga je zadel Tavares. In če ne bi vseh teh pripetij, mogoče bi se tekma tudi drugače zaključila, kot se je, vendar ko prejmeš take 3 zadetke iz 3 prekinitev, potem se ne moreš nadejati pozitivnega rezultata.